V Krškem so bili drugič v sezoni za točke državnega prvenstva na delu vozniki minimota, mini-GP-ja in skuterjev. Tekmovalci v supermotu pa so vozili v pokalnem prvenstvu. 9. preizkušnja sezone najboljših motokrosistov sveta je bila v Španiji. Na obrobju Madrida je Tim Gajser zasedel 4. mesto. Pred vrati je poletje in znova se vračajo v preteklih letih zelo dobro obiskani motošportni dnevi za otroke. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Člani AMTK Koper so na stezi Raceland v Vrbini pri Krškem organizirali drugo preizkušnjo sezone za točke državnega prvenstva v minimotu in mini-GP-ju ter za skuterje. Tekmovalci v supermotu pa so se merili za pokalno prvenstvo. Kvalifikacije in prve vožnje je krojilo vreme, saj je dež namočil stezo ter jo vsem malce zagodel. Zato je bilo tudi nekaj padcev, ki pa k sreči niso pustili posledic. V kategoriji Minimoto Open je Jan Poropat tokrat odnesel zmago, kljub temu, da je v prvi vožnji v cilj pripeljal na drugem mestu. Glede na to, da v soboto sem padel na prostem treningu in sem poškodoval rahlo ramo, tako da z nedeljskim rezultatom sem zadovoljen. Drugo mesto je zasedel zmagovalec prve vožnje, hrvaški voznik Gašper Lenko. Tretje pa prvi z prve dirke v Vrtojbi, Tadej Mavr Guštin. V razredu mini-GP Enej Krševan ni dovolil presenečenja. Zmagal je v obeh vožnjah in vknjižil maksimalnih 50 točk. Za drugo mesto sta se borila Filip Lah in Nejo Habjan. Z boljšo drugo vožnjo je drugo mesto pripadlo Habjanu, tretje pa Lahu. V razredu minimoto otroci 1 je največ pokazal Taj Komel, ki se je oddolžil bratu Timu za poraz na prvi dirki v Vrtojbi. Dobil je obe vožnji. Tim Komel pa je v prvi odstopil in odpadel iz boja za vrh v Krškem. Če ne bi bilo dežja, bi lahko še boljše. Na zmagovalnem odru sta na mestih 2 in 3 z enakim številom točk stala Matija Kodarin in Nejc Petrič. V razredu minimoto otroci 2 je v obeh vožnjah prvi ciljno črto prečkal Nik Podpečan-Vehovec. Vozil je suvereno in zasluženo osvojil prvo mesto. Naš vikend je bil zelo dober, pa tudi, ker je dež padel. Boljše je dežil. Na drugem in tretjem mestu sta se obakrat zvrstila David Štilec in Jakob Štiftar. Čeprav je bila proga za mlade upe motociklizma zahtevna, si vsi, ki so se podali na njo, zaslužijo pohvale. Med vozniki skuterjev je tokrat največ pozornosti pritegnil obračun Andreja Zaloviča in Klemna Švare. Prvi je dobil prvo, drugi pa drugo vožnjo in s tem skupno zmago na dirki. Tretji je bil obakrat Silvano Mladovan, sicer zmagovalec uvodne preizkušnje sezone v Vrtojbi. Vozniki v supermotu so vozili za točke pokalnega prvenstva Slovenije. Vnovič je bil najboljši italijanski tekmovalec Fabrizio Valenta. Vendar v drugi vožnji se je moral za prvo mesto zelo potruditi. Za vrat sta mu namreč dobro dihala hrvaški predstavnik Marin Di Leonardo in naš voznik Samo Murovec. Vendar se Valenta ni pustil ugnati. Deveta dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je bila v Španiji. Izpeljali so jo na jugozahodnem obrobju Madrida. Proga Intuxanadu Arroyo Molinos je Timu Gajserju v razredu MXGP že v kvalifikacijah pokazala zobe, saj je v drugem krogu padel in na koncu zasedel šele 11. mesto. Z nedeljsko prvo vožnjo je začel zelo dobro, saj je izkoristil dolgo ravnino na štartu ob dolgem levem zavoju ter na prvo merilno točko prišel tretji. Pred njim sta bila le Maxime Renaux in Jorge Prado.
Španca je v začetku 4. kroga prehitel, Francoz pa je vztrajno odbijal njegove napade in tako je ciljno črto prečkal na 2. mestu za Renaultem. V drugo vožnjo se je Gajser, ki je pred dirko priznal, da po virozi še ni 100-odstoten, pognal zelo odločno in agresivno. Žal se mu tokrat ni išlo po željah, saj je na prvo merilno točko pripeljal na 7. mestu. V nadaljevanju tekmeci pred njim niso veliko grešili, z izjemo Jorgeja Prada. Gajser je sicer vozil, kolikor je lahko, a višje od 6. mesta ni prišel. Znova je zmagal Maxime Renaux, ki je stal tudi na najvišji stopnički na zmagovalnem odru. Gajser ima še vedno v rokah rdečo številko vodilnega v skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo. Njegova prednost pred Renaultem pa znaša 66 točk. Jan Pancar je s kvalifikacijami razreda MX2 opravil solidno. Začel jih je sicer dokaj zadržano, nato pa je stopnjeval ritem ter si na koncu privozil 12. mesto. V nedeljsko prvo vožnjo se je podal zelo odločno, a znova je imel smolo, saj se je zapletel v padec tekmecev. Vnovič se je povsem iz ozadja prebijal naprej in z vztrajnostjo ter nepopustljivostjo prišel do 12. mesta. Prvi je v cilj prve vožnje pripeljal Tom Vial. V drugo vožnjo je Pancar štartal odločen, da popravi, kar je zamudil v prvi. Vendar spet ni štartal optimalno, saj je prvo merilno točko prevozil na 16. mestu. Potem pa je pokazal, kaj zmore in česa je sposoben. Z visokim ritmom dirkanja je mlel tekmece ter jih prehiteval iz kroga v krog. Na koncu pa je v cilj pripeljal na 8. mestu in tako izenačil najboljši rezultat kariere v posamezni vožnji. Zmago si je tudi v drugo privozil Tom Vial, ki je ob skupni zmagi na dirki prevzel tudi rdečo številko vodilnega v skupnem seštevku razreda MX2. Pancar je na dirki zasedel skupno 10. mesto, v točkovanju za svetovno prvenstvo pa je 15. s 109 točkami. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Avtomoto zveza Slovenije tudi letos pripravlja motošportne dneve, ki so namenjeni otrokom od 5. do 8. leta starosti. Ker so bili v preteklosti vsi termini zelo hitro zasedeni, jih bo letos 10. Na podlagi velikega interesa otrok in njihovih staršev smo tudi v letošnjem letu povečali število izvedb motošportnih dni. Gre dejansko za dogodek, na katerem lahko otroci spoznajo panoge motošporta, kot so motocross, karting, trial in minimoto. In prepričan sem, da bodo tudi letos otroci na teh motošportnih dnevih uživali. Otroci se na motošportnih dnevih seznanijo z vsem, kar je potrebno za vožnjo motorja in gokarta. Preko društev, ki delujejo v AMZS, se lahko vključijo v trenažne procese, omenjena društva pa jih bodo napotila na tekmovanja, ki jih organiziramo v okviru AMZS. 10 motošportnih dni bo potekalo na 3 prizoriščih. V AMZS centru kartinga in motošporta v Sloveniji vasi, v AMZS centru varne vožnje na Vranskem in na poligonu društva Gas Vrtejba v Vrtojbi. Na teh 3 prizoriščih bodo otroci izvedeli, spoznali in preizkusili vse, kar je potrebno, če se želiš ukvarjati s posamezno panogo. Zdaj bi poudaril to, da je vsa oprema potrebna za izvedbo na voljo na samem prizorišču, kar pomeni, da starši ni potrebno zagotavljati nobene zaščitne opreme, tako čelade, rokavice, kombinezoni kot sami motorji oziroma karting so na voljo na samem dogodku. Od leta 2016 je prve motošportne korake naredilo skoraj 1000 otrok. Vsi po vrsti pa so se domov vselej vračali z nasmehi na obrazih in bogatejši za nove izkušnje. Za vse informacije v zvezi z letošnjimi motošportnimi dnevi vabljeni na spletno stran Avtomoto zveze Slovenije.
V soboto 4. junija bo v Lukovici na sporedu druga dirka sezone za točke državnega prvenstva v trialu. V nedeljo 5. junija bodo člani AMD Lukovica na poligonu Avtokveder pripravili še tretjo preizkušnjo državnega prvenstva v trialu. V nedeljo 12. junija bodo člani AMD Ptuj v Slovenji vasi v AMZS centru kartinga in motošporta organizirali drugo preizkušnjo sezone državnega prvenstva v kartingu.